ampak v bistvu noben se ne zaveda, kako je. Jaz sem recimo tekmovala v ponedeljek in pač sem izgubila. So se mi porušile takrat sanje, cilje, vse, kar sem delala, kar sem bila predana tako zadnje 1 leto, vse sem dala v to, pač se je porušilo. Naslednji dan moraš iti v dvorano z nasmehom na obrazu, z masko na faci. Sem tako pol malo razmišljala, pač šita, res vredno, da jaz riskiram celo pol kariero naprej z pač olimpijske igre. Se zgodi za nama tu neka nesreča, na jutri več ni. Ok, o tem se govori 1 teden pa pol, prvo se pozabi. Verjetno bi bilo čisto drugače, če bi meni napisal en hate komentar, ker sem jaz dobre volje, ker sem ok, ne pa takrat, ker sem jaz tako psihično na tleh, da te pol še brcajo. Si se pa torej tudi borila z nekim psihičnim pa fizičnim nasiljem v tej zvezi? Ja, je bilo in psihično in fizično. Jaz bi se lahko branila, ampak sem imela v glavi, jaz sem zaposlena v policiji, a ne, če jaz karkoli naredim, lahko izgubim službo. Da te predstavim, preden začnemo, kaj je Kaiser zdravo. Hvala, ker si prišla. Kak si? Super, oziroma ful dobro. Hvala tebi za povabilo. Sem pogledala par tvojih teh podcastov in so fulušni. Hvala. Rekla si, da si super. To mi je, res mi je fajn, da si super, zato ker vem, da si imela zdaj kar težko zadnje obdobje, ne, še posebej mentalno. Jaz sem itak že, tako mi je bilo grozno, ko sem brala neke Facebook komentarje in mislim, da sem se celo za njim tam ne skregala, mislim, da sem mu celo napisala nekaj nazaj, sem bila tak, veš, ko ti napiše kar neki Janezek, Facebook, couch komentator, kdo je to? Sem tak, jaz sploh nisem šla brati vseh komentarjev, oziroma na začetku, itak jih dobiš, jaz sem jih dobila tudi v DM-se, pač ne sem tako, da bi šla jaz gledati po poročilih spodaj, ampak folk mi je pisal tako zasebno, meni sem launo, pač kako imate čas, da poleg vsega, pač si najdete čas, da pišete meni, pač, a vas to toliko veseli, vas hajpa, ali kaj imate od tega? Saj se hotel tudi moj fant skregati, zdaj nisem ne, dej, sam pust, brez veze, res, ker jim ne moreš dopovedati, pač ne morete razumeti. Ti lahko razumeš sam sebe, še tako najbližji, recimo, da delno razumejo tvojo situacijo, ampak realno noben ne more razen tebe razumeti točno, kaj se tebi dogaja v glavi in to. Lahko gremo malo bolj v to sploh, kaj je bilo. Torej, ti si bila letos na olimpijskih igrah, to so bile tvoje druge olimpijske igre? Druge. Ok. Kakšna ti je bila izkušnja tam? Si bila potem verjetno kaj razočarana? Je bilo to nepričakovano? Ja, v bistvu cela izkušnja z olimpijskih iger letošnjih mi je bila dosti slaba. Pač, če primerjam z olimpijskimi igri 2021 v Tokiu, tam je bila in vas mi je bila ful všeč, ok, pustimo COVID je tam pač naredil določene stvari, da so imeli masko, res je bilo vroče, ne, in mi smo se mogli z masko sprehajati, to, da smo mogli skozi pluvati v vzorčke v eprovetke, to je bilo edina slaba lastnost takrat, ampak in sama vas je bila ful dobro zrihtana in jedilnica, res veliko hrane, dobre hrane, tako da tam je bilo res tako na nivoju in kljub temu, da sem bila 5, pač sem bila na koncu razočarana, pač sem ful dober rezultat, ampak kljub temu, da je bil negativen pridih iz tega tekmovalnega dela, mi je vse ostalo v ful lepem spominu. Tukaj zdaj v Parizu, pa kakor so to hajpali, koliko bo vse wow in hrana in tako, iskreno nisem dobila tazga občutka, tudi sobe so mi bile tam v Tokiu lepše. Tukaj se je res vse slišali čez same stene. Se verjetno je bilo kaj na Instagramu objavljeno, kakšno je bilo približno noter. Kaj je bila to neka fora, da ste na nekih kartonastih, nekih jogih, kaj je bilo s tem? To ne vem, zakaj je bil tak boom na letošnjih olimpijskih igrah, ker to so imeli že 2021 v Tokiu, take posle. Okay. Pač to je sam fora, da names lesa, teh ogrodja, pač je bil karton, ampak ne vem, jaz sem spala v redu. Edino pač vzmetnice so bile malo trše, ker so bile narejene iz nekih starih ribiških mrež ali tak silikon je izgledal tako prepleten med sabo.
Tako In da, kako si imela pol občutek, ko si spala? Mislim, se ti zdi to optimalno, zato da se neki olimpijec, ki je pač spanje prva stvar za recovery, naspi? mislim, jaz sem se naspala. No. Pač lahko bile boljše posle, ampak niso bile pa spet to grozno, kot se je slišal. Ampak tako ostalo, druga izkušnja, jedilnica, razočaranje. Pač mene je to vlekel v uno veliko jedilnico, mi smo bili tako malo odmaknjeni od cele une glavne vasi, smo bili tako čez reko in smo imeli tam manjšo jedilnico. In jaz sem večinoma tja hodila, kot sem lahko, v bistvu pač itak nisem mogla nekaj jesti zaradi same kilaže. Ampak sem komi čakala, da grem v to veliko jedilnico, da lahko vse probam. Ampak ko sem šla noter, je bilo tako res razočaranje, ker večinoma je bilo vegetarijansko, pa jaz sem rada zelenjavo, ampak malo preveč je bil hype na to, nisi mogel dobiti nekega konkretnega kosa mesa, tako da to je malo manjkalo. No. Posod je bilo bolj na isto. In ja. Kakšna je bila potem tvoja izkušnja tekmovalna? Sama organizacija je bila v redu, dvorana je bila isto super, ogrevalnica je bila isto super. Sam nastop pa ja, ni bil glih po planih načrtovan. Tako da Kje bi recimo rekla, da ti je šlo narobe? Pa si vedela takrat, da ti je šlo narobe, ali je bil to šok? Si mislila, ok, lahko se še rešim ven z tega? v bistvu začel se je že podirati to, v bistvu cel plan za olimpijske igre z mojo poškodbo prsta na tekmi pred svetovnim prvenstvom. In najprej sem mislila, ok, se to ne bo tako resna poškodba, ampak na koncu se je pač izpeljalo do tega, da je bila kar resna zaradi tega, ker pri judu, če nimaš obeh rok, če ne moreš ti pokrčati prsta, praktično pač ti ni judo, ker na začetku borba temelji na tem, da moraš ti nasprotnika prijeti, čim bolj, že to ne drži in iz tega lahko ti nadaljuješ v met oziroma karkoli narediš. Če ti nimaš garda, ne moreš nič. In jaz pač brez ene roke, pač če ne morem skrčati tega prsta, veš, nisem mogla prijeti, kaj bom naredila. Tudi če bi parela, mi bi v nas z lahkoto dol strgala. Tako da se je v bistvu začel že nekako s tem podirati. Ampak sem bila ok, bomo zdaj delali stvari, ki jih moramo itak tako ali tako popraviti, ki ne vključuje toliko leve roke, bomo mi to zgurali, itak je še 3 mesece do olimpijskih iger, bomo pač to rešili. Tako da to je bila prva težava. Pol pa v bistvu, čim sem jaz hodila na te preglede k doktorju, pač recimo zadnji pregled sem imela mesec pred olimpijskimi igrami in je rekel, ja, da ta prst, jaz sem pričakovala, da takrat na prvem pregledu on rekel, da je en mesec pred olimpijskimi igrami, jaz dam opornico dol in bom lahko pač normalno začela krčati in to. To bi bil super plan. In jaz pridem takrat na pregled tja, sem pričakovala, ok, opornica gre dol, lahko pokrčem prst, on meni reče, ja, da to ne bo zaceljeno do olimpijskih iger in da pač sem mogla z opornico boriti oziroma da pač brez opornice riskiram še večjo poškodbo oziroma da se bo to, kar je bilo poškodovano, nazaj poškodovalo. In zdaj, pač če si mene takrat vprašal, jaz grem lahko na borbo, pa magar pa se sfajtam, pa tudi če mi pol roke zraven odpade, ok, pač bom vse naredila, samo da pač zmagam. Ampak če gledaš dolgoročno na cel life, pač jaz vsem študiram fizioterapijo in tam ti rabiš roke, rabiš prste, rabiš ravne nekako prste. In sem tako pol malo razmišljala, pač šita, res vredno, da jaz riskiram celo pol kariero naprej z pač ja, olimpijske igre. Ampak sem rekla, nič, pač bomo nekaj zrihtali, pač sem ostala še vedno pozitivna. Pol pa, ker zaradi te poškodbe jaz nisem imela tekme 2 meseca, so šle moje kile kar konkretno gor in tudi vmes sem jemala kreatin in sem v 2 mesecih mi je šlo 3 kilograme mišične mase gor in pač procent maščobe še padel dol. In sem imela 2 tedna pred olimpijskimi igrami 65 kil. Jaz pa tekmujem v kategoriji 57. In to je 8 kil in pač nisem vedela, kako mi bo padal. Plus tega sem dobila menstruacijo na dan vage, ki prej nikoli nisem, pač je bilo vedno tako, se je nekako šlo, da je bilo vse cool. In mi že zaradi menstruacije pač mi telo zadrži več kot 2 kili vode in sem bila shit, pač pa meni to sploh ratal zbiti pa za tako pomembno tekmo. In ja, pač kile so pol v redu padale, edino problem je bil po vagi, ki bi jaz mogla začeti jesti, začeti piti, se regenerirati, je moje telo začelo zavračati vse to.
In sem šla jaz 4-krat na WC, až ko se ti začne dvigovati slina v jeziku, pač, ko se ti tako trese, da boš bruhal. Jaz jaz ne smem bruhati ven, ker še to, kar sem spila, pa pojedla, ne vem, pojedla sem 1 banano, pa spila 1 liter. Pač še to, kar sem pojedla, dala vase, ne sme iti zdaj ven, a ne, pač ni šanse, ker drugače se ne bom sestavila do naslednjega dne. In ja, sem je nekako ratala, pol sem šla k doktorici, da mi je dala neke tablete za pomiritev želodca, tako da sem pol nekaj do 10 zvečer sem šele lahko začela počasi jesti neke testenine, da sem ogljikove hidrate, pač glikogenske zaloge malo začela polniti. Tako da tudi na dan tekme pač nisem bila taka, kakor bi si jaz želela biti, sem bila bolj pač brez energije, brez moči in se mi zdi, da se je to tudi poznalo že na samem prihodu na Blazino, ker nisem bila toliko samozavestna, toliko nahajpana, toliko z energijo, kakor bi mogla biti, no. Tako da med samo borbo, pa začela sem dobro, občutek sem imela, da imam samo borbo pod kontrolo. Nasprotnica je dobila 2 kazni že, pač pri nas je 3. kazen, če bi dobila nasprotnica še 1 kazen, bi pač je zmagala. Zakaj je recimo dobila kazen? Se mi zdi za neaktivnost. Pač recimo, če imam jaz 3 vstope, nasprotnica načeloma dobi kazen. Ampak na olimpijskih igrah, to sem itak vedela, sem bila pripravljena na to, da kljub temu, da bom jaz delala na vstope, napade, da ne bo dali takoj kazni, zaradi tega, ker vseeno hočejo judo predstaviti, kot da so meti in hočejo mete pušati naprej in ne bo dali za kar neke take stvari kazen. In namesto, da bi jaz recimo naredila 3 vstope, pa bo nasprotnica dobila kazen, sem jaz mogla narediti 5-6 vstopov, da je nasprotnica dobila kazen. In s tem se ti tudi pač zmatraš malo. Ja, itak energija. V glavnem nasprotnica je imela 2 kazni in jaz sem šla v vstop noter in ona me je pač kontrirala. Ampak pač itak med borbo se toliko stvari dogaja, da je pol stvari avtomatskih in ne veš točno, kaj se dogaja. Včasih jaz niti ne vem, kaj sem vrgla med samo borbo. In jaz se samo spomnim, da pač jaz sem šla nekaj noter, ona je začela kontrirati, pač da bi me ona pač dala na hrbet. Jaz sem se z desno roko tako pač ujela na roko, ampak ko sem padla, je šla roka tako nazaj in sem jaz padla na bok. Ampak jaz sem imela v sami borbi feeling, roko sem imela zunaj. To po starih pravilih, pač če si imel ti komolc ali pa roko zunaj, ni bil skor. Novejša pravila je skor, samo da je telo 90 stopinj. In pač jaz sem imela v glavi, ok, sem se ujela, pač nisem vedela točno, kako se je pol naprej nadaljeval. In ko sem jaz vstala, sem jaz pogledala sodnico, ali bo kaj odsodila, ali bo dala vazari ali karkoli. In pač ona je že odsodila, ker sem bila jaz s hrbtom proti njej obrnjena. In jaz tega nisem videla in sem jo pogledala, je rekla sam naprej Jime. Jaz nisem pogledala na ekranček, pač če je tam kaj drugače in sem se jaz naprej borila, sem mislila, ok, borbo imam pod kontrolo, nima veze, če greva v podaljšek, ker podaljšek je, nima omejitve časovne in sem bila kulje. In pol kar naenkrat, pa tudi, mislim, nočem te situacije toliko s trenerjem pač omenjati, ampak tudi od trenerja pač nisem dobila tako feelinga, da je karkoli narobe. Pač sem mislila, ok, to je to, lepo po planu naprej in ja. In pol je borbe konc, oziroma slišim tank, pač donk in jaz, ko se postavim na mesto, bo zdaj podaljšek naprej in sodnica razglasi pač nasprotnico. In meni časen, kaj, kdaj se je to zgodilo, pač predvidevala sem, ok, verjetno so sodili, sem kdaj, pač jaz nisem nič vedela in sem bila šokirana. Pač nisem se pritoževala nad odločitvijo, pač nisem vedela, samo šokirana sem bila in sem šla dol in mi ni bilo popolnoma nič jasen. Tako da, ja. Kako si pa potem to skomunicirala z trenerjem? Ker jaz si tega niti ne znam predstavljati, ko si ti verjetno v tistem elementu, nič za tebe ne obstaja okoli, ne. In verjetno takrat imaš ti fokus na sebi, na nasprotnici, pa verjetno malo švrcneš trenerja, ne, z očesom. Ja, pač ti, ko si na Blazini, vsaj jaz ne slišam navijačev. Nimam pojma, je prazna dvorana ali polna, jaz ne slišam tega. Jaz sem fokusirana na nasprotnico, nase, pa na trenerja, kaj mi govori. In
Tudi recimo med borbo vse ti, pač kaj imate, pač vrkneš s pogledom na uro, ampak če sem jaz vedela, da ima nasprotnica 2 kazni, pač jaz sem samo urco tako malo švigalna s pogledom in pač tudi recimo, če je bila takrat tuna enkica napisana, pač jaz se nisem videla. In ja, trener pač, ne vem, verjetno mi je hotel sporočiti, ali ne vem, če je sploh vedel, da jaz ne vem, da zgubljam. V glavnem, pol, ko sem prišla dol z blazine, pač sem itak imela tako intervju, ko sem mogla dati izjavo in jaz sredi intervjuja, pač, ko sem govorila, jaz sem bila v šoku, jaz sem rabila par sekund sploh, da sem začela karkoli govoriti, ker sem ravno pač kaj se je ravno kar zgodilo. In ja, in tako začnem jaz govoriti, pač intervju, vprašanja in to in jaz, ko sredi intervjuja padam v jok, pač pač kaj se je zgodilo. In pač v tistem intervjuju oziroma sem rekla, da mi pričakovala od trenerja drugačno reakcijo v taki situaciji. In pač se mi zdi, da je to, oziroma pol, ko so bili komentarji na to temo, se mi zdi, da je folk to ful narobe vzel. Pač jaz nisem niti v enem momentu krivila trenerja, da sem jaz zgubila zaradi njega ali pa da je on slab trener. In pač folk je pa vzel, da sem jaz trenerja krivila za moj poraz. Pač jaz sem sam mislila, da če bi se karkoli zgodila taka situacija, sem pričakovala od trenerja, da mi bo znal pokazati oziroma ne vem, pač nekako, ker trener je edini, ki se ti lahko med samo borbo zaneseš na njega. Pač nobenega tam ti nima zraven. Tudi če je kdo na sami tribuni, pač jaz ga ne slišim. Trener je edino, pač, ki se lahko zanesem na njega. In ja, sem pričakovala, da pač bi lahko v taki situaciji kaj dobila pač drugačnega od njega. Ampak pustimo to, pač karkoli je bilo, je bilo. In ja, pa sem jaz rekla to v intervjuju in folk je vzel to čisto napačno. In pač zame je trener še vedno odličen trener, pač res je nas vrhunsko pripravo vložil marsikaj v pač to pripravo na same olimpijske igre, pač res je dal maks od sebe, tudi je še mlad, tudi zanj so prve olimpijske igre. In tudi če bi on, ne vem, tam naredil uzbo, no, pač ni nujno, da bi jaz zmagala, jaz bi lahko še vedno zgubila, ampak vseeno je bilo minuto pa pol do konca in v minuti pa pol se lahko zgodi tako, marsikaj, borba se lahko 5-krat na glavo obrne. In mi je v bistvu najbolj bil grozen ta feeling, da pač sem imela na koncu tak feeling, da nisem nič od sebe dala. Tako prazen občutek, no, pač kada v eni minuti pa pol, pač se nisem borila za to, da bi zmagala, ker pač nisem vedela, da zgubljam in to je bilo tako pač najhujše. Verjetno tisti občutek neke nemočnosti, da ne moreš tega ponoviti, da ne moreš iti zdaj tja nazaj, pa še enkrat dati nekih svojih dodatnih, pač je to 1%, 1%. Ja, pač lahko bi jaz se 1 minuto pa pol borila do konca, naredila karkoli bi lahko, pa bi izgubila, ampak bi imela mirno vest, ok, pač naredila sem, kar sem lahko, nisem mogla zmagati, naredila sem napakco in to je bilo to. Zdaj pa nič nisem naredila, pač. Pa ti je bilo potem žal, če zdaj postavimo stvar v malo drugačno situacijo, ti je bilo potem žal, da nisi dala vsega od sebe, ne glede na to, če bi ti vedela, da zgubljaš, ali če bi vedela, da zmaguješ. Torej, tudi če bi ti vedela, da zmaguješ, bi razmišljala, škoda, da nisem dala še več, čeprav sem zmagala. Ja, sem tudi v tem razmišljala, da ok, je imela nasprotnica 2 kazni, pa zakaj jaz nisem dala kljub temu še več od sebe, lahko bi še več stisnila, ampak sem imela nekako v glavi, ok, saj borba je pod kontrolo, pač ne smem narediti napake, ne smem zdaj kar nekaj delati, pač, ker me lahko, ne vem, naredi napako in me to šteje zmage, a ne. In sem počasi sledila planu, tako kot smo se zmenili in verjetno zaradi tega nisem dala tudi več, plus verjetno je vplivalo to, da sem slabo kile zbila. Pač nisem imela toliko energije in sem mogla nekako šparati. Tako da ja, če bi šlo še enkrat vse od začetka, bi naredila vse drugače, ampak zdaj itak ne moramo spremeniti. Glede teh kilogramov, itak, vsak šport je po svoje ekstrem, ne? Ampak čim ti
manipuliraš z telesno težo, z mišično maso v res prekratkem časovnem obdobju, to ful vpliva na naše telo. Menila si tudi, da si imela še vedno menstruacijo. Se ti je tekom samega procesa zgodilo ravno to, torej menoreja, da si izgubila kdaj menstruacijo vmes? Ne, jaz menstruacije nisem nikoli izgubila, sem pa, mislim, zdaj recimo po olimpijskih igrah, jaz nisem delala treningov, normalno sem jedla, kile so mi šle gor in sem imela tudi zdaj menstruacijo ful daljšo, ful bolj močno, z močnejšimi krči. Prej je bila pa vedno tako, trajala 3 dni, bolj je bila švoh, tako in mogoče je kaj vpliva na to, glih ugotavljava zdaj z nutricionistko, moram malo bolj spremljati. Dejansko nikoli nisem izgubila, ampak se dogajajo zdaj neke spremembe, no, ke malo večjem. Ja, to je dejansko super, da nisi nikoli izgubila. Ja. Me pa zanima, glede prsta, kako je bilo potem, mislim, pol smo malo skočili iz tega prsta, si se tudi mogoče zaradi tega malo bolj šparala, zaradi prsta, ker si vseeno vedela. Pol je šla ta opornica dol ali še vedno bilo kaj povito? V bistvu imela sem toliko povitka, da bi imela opornico gor. Pač, ker če imaš ti opornico gor, oziroma pri judu ne smeš imeti trde stvari na sami blazini. Torej, če bi oni ugotovili, da imam jaz opornico, pa tudi če bi bila čisto mala, bi bila diskvalificirana. Tega si pa nisem hotela privoščiti in sem raj riskirala, da bi se kaj zgodilo s prstom, ker da bi me diskvalificirali zaradi opornice. Ja, ker pol bi tako vedela, pač sej, to so olimpijske igre, ne? Ni to neka vaška tekma, na kateri si mislijo, dobro, pač dobra je, pustimo ji to opornico in podobno. Ja. Mislim, vse verjetno v podzavesti sem imela še vedno prste poškodovan, ampak probala sem res odmisliti to, pa se boriti, da ne bi bil. Kako si se takrat počutila, ko si prišla z odra pač blazine in nimaš, da greš, ne vem, nimaš tistega momenta, da greš v sobo, da se zjočeš, da je trener s tabo, da pokličeš, ne vem, bližnje, ampak direktno bum, kamera v obraz, veš, da bo, ne vem, si se takrat zavedala, ok, to bo zdaj bo zdaj po vseh ekranih, to bo vsi videli, ali si še vedno in your head? Glede na to, da sem bila že enkrat na olimpijskih igrah, sem vedela, kako to poteka. Sem bila pripravljena tako, da bo intervju, pač to veš, ampak ja, jaz sem bila v šoku, pač jaz sem bila tih par sekund in v bistvu mi je bilo v tistem momentu vseeno, oziroma se nisem sploh imela v glavi, ok, to bo zdaj cela Slovenija videla, slišala, karkoli. Jaz sem bila samo z mislimi tako na blazini, pa kaj se je zgodilo. Tako da pol itak, takoj po intervjuju, sem jaz poklicala fanta in se njemu jokala v telefon. Tako da ja, pol je pa v bistvu najhujši feeling, ker se ti imaš kam umakniti. Pač ti si tam v vasi, izoliran od vseh. In ja, jaz sem vedela, da moram biti do petka še v vasi, a ne, pač nikamor ne moreš iti, nimaš bližnjih pri sebi, gledati moraš ljudi, pač tako grozenje, no. Plus sobe smo imeli po 2 skupaj, a ne, in še v sobi, a veš, ko bi se lahko malo umaknil, pač ne moreš. Ali pa tako v vasi, kamorkoli ne moreš iti, ker je povsod folk. Si zakaj tam povezala, oziroma si povezana z kakšnimi Slovenci, si imela tam kako podporo, se mi zdi, vseeno je vsak fokusiran na sebe, ne? Ampak si imela tam koga, ki si je vzel čas te poslušal, zdaj imamo tu neko muho, upam, da se ne vidi na kameri. V bistvu ja, meni je po samem nastopu ful pasal, da sem se pogovarjala z odbojkaši. Sašo mi je v bistvu še najbolj pomagal. Tako, pač pogovor z njim čisto v smeri, tako nič vezan s športom, z judom. Tako da sem v bistvu z mislimi bila čisto nek drugje, to mi je takrat najbolj pomagalo. Pa s plavalko Nežo. Judoisto pa nisem mogla videti takrat. Tako da, ja, to mi je najbolj pasalo, da sem se pogovarjala pa družila z drugimi. Kakšen pa je nek odnos med vami, torej judoisti? Čisto tak, je tu verjetno tudi kako ljubosumje. Kako si se potem ti počutila, ko je pač naša recimo dobila medaljo? Čisto tak, pa naj že zdaj tu povem, da to, kar boš zdaj rekla, tu če boš rekla, da si čutila, vsi vemo, da
si itak, če gledaš zdaj, privoščiš, ampak kako si se ti v tistem momentu počutila? V bistvu tega se marsikdo ne zaveda. Čak, zdaj bom čustvena. Tikar, ni problema. Itak pač to so ful čustvene teme, pač to, ti pustim še sekundico, da zadihaš, ampak ne vem. Ja, v bistvu mi, judoistkami ostalimi, smo v super odnosu, družimo se, pač res smo navijamo druga za drugo, pač se mi zdi, da imamo res dober odnos. In tudi jaz delam pač z Andrejo, ki je dobila medaljo, pač sem jaz z njo sparing partnerca. V istem klubu pač trenirava skupaj in na vseh pripravah, tekmah, to smo skupaj, so ponavadi skupaj v sobi. In res sem mi prvošla, pač, da dobi sploh zaradi tega, ker so bile to njene prve olimpijske igre, ker na olimpijske igre v Tokiu ona ni mogla iti, zaradi tega, ker gre lahko samo 11 kategorije. In takrat je bila še Tina Trstenjak, pač v kategoriji do 63. In kljub temu, da je bila Andreja, se mi zdi, med top 5 na lestvici, ona ni mogla iti, pač, ker je bila Tina, ne vem, 2 mesti boljša. In pač zato se mi je res prvošla, da nekaj naredi. Plus tega Judo klub Bežigrad še ni imel medalje iz olimpijskih iger, pač iz vseh ostalih tekmovanj ima, iz olimpijskih pa mu je manjkala. Pač bili smo vedno blizu, ampak pač nismo imeli medalje. Tako da iz tega vidika res prvoščam. Ampak v bistvu noben se ne zaveda, kako je. Jaz sem recimo tekmovala v ponedeljek in pač sem izgubila. In pač so se mi porušile takrat sanje, cilje, vse, kar sem delala pač, kar sem bila predana tako zadnje 1 leto, vse sem dala v to, pač se je porušilo. In pač naslednji dan moraš iti v dvorano z nasmehom na obrazu, z masko na faci. Ti kar rabiš robček, čakaj se. Kar kurjo kožo. Ok. V glavnem, najhujše, kam greš ti, moraš iti naslednji dan, oziroma niti treba iti, ampak sem šla, ker sem hotela navijati z Andrejo. Greš ti v dvorano, ker si na istem mestu, ker si ti izgubil in pač moraš biti vesel, moraš dati neko masko gor, potreti svoja čustva, ne glede na to, kaj se v tebi dogaja, pač moraš navijati, moraš biti vesel, moraš pač niti, vse v bistvu mi ne bi bilo treba, ampak se mi zdi, da, ko so vsi okrog tebe veseli, pač nočeš ti tam atmosfere ali pa vzdušja uničiti, ne, pa biti tam se jokati ali pa neki. In to je bilo v bistvu ful grozno. In tudi pač, veš, jaz sem bila v sobi z njo in dan, ko sem izgubila, jaz sem se celo noč jokala in sem šla pač v drugo sobo, ker takrat so šli 2 plavalki domov in jaz nisem hotela Andreje buditi, ne. Pač jaz sem vedela, da ona ima naslednji dan tekmo in pač sem toliko spoštljiva do drugih, da pač sem se umaknila v tistem trenutku od Andreje, ker sem hotela pač, da se ona dobro naspi, da dobro pač odigra in to. Tako da to je bilo najtežje. Ravno včeraj sva se z Gašperjem pogovarjala, ko smo se vozila do mene. Nočem, da se to zdaj zveni tako depresivno, pesimistično, ampak kako dejansko smo mi za druge ljudi irrelevant. Kako v smislu, da jaz lahko danes sem na odru, pa lahko, ne vem, zmagam tekmo svojih sanj. Ok, ljudje ti čestitajo, ampak čez en dan pač ljudje pozabijo na to, tvoje čustvo to ostane. Enako lahko, ne vem, ti nekaj zgubiš, pač ti čutiš v sebi, tebi se podrejo sanje, na katerih ti delaš več let, zgubiš. Pol smo tudi se pogovarjala malo bolj globoko, ne vem, se zgodi za nama tu neka nesreča, na jutri več ni. Ok, o tem se govori en teden pa pol, pol pa se pozabi, ne. In ravno to, kak neka tvoja čustva so, ti si v tistem momentu v prostoru, stojiš tam, ti si včeraj to zgubila, ampak verjetno bi tebi 100-krat lažje bilo, da bi ona tebe
absolutno zdominirala, da bi te tam zmetala, pometala, one bi bila tako, ok, dobro, svaka je čast, bila je boljša, pač zgubila sem, ok, prst je bil, glej, vem, kje je na stvari, ne pa ko tisto veš, da ko ti je žal, ne, ko čutiš v sebi tisto, zakaj nisem dala več, če sem recimo še imela, ne, in pol to je verjetno bilo, ne. Je najbolj grozen, ker si tak nemočna, veš, razlika bi bila, da bi jaz prišla gor, ona bi me uničila, jaz ne bi nič mogla, pač hvala lepa, klanjam se ti, naredila sem, kar sem lahko naredila. Tako pač nisem mogla in ta občutek je najbolj grozen. In ja, pač to, da greš vseeno naslednji dan v dvorano navijati, imaš masko gor, vse je cool, vse je v redu, kljub temu, da so se ti podarile sanje. In potem me je najbolj šokiral komentar, mislim, sem si mislila, a ti to resno, pač halo. Ko sem se vrnila nazaj na Instagram, ko sem objavila sliko in sem dobila pač milijon pozitivnih komentarjev in sem res hvaležna za to. In pol napiše, a si vsaj čestitala pač zmagovalki, pač Andreji, pa boš vsaj zdaj dobila malo medijske pozornosti od teh komentarjev in tega. Sem jaz tako gledala, a ti to resno? Pač očitno nisi tudi toliko ne spremljal, da si videl, da sem bila jaz v dvorani, da sem navijala, da sem skakala. Ne, pač, in da v bistvu, ja, da bom vsaj zdaj dobila medijsko pozornost. Kaj mi je za medijsko pozornost, to, da mi je dobila pa zdaj ne vem koliko novic in objav glede tega, kaj sem meni pisala. Pač katastrofa. Ker recimo po samem tem škandalu, ko sem meni pisala, pač sem napisala, da se jaz umikam, jaz sem hotela umakniti, jaz nisem mogla ful gledati v oči, jaz sem imela, pač ko sem se sprehajala po vasi, sem imela skozi sončne špegle gor, ker sem imela oči zabuhle, mislim, saj sem celo noč jokala, ampak pač res sem imela zabuhle oči, ko mi sem gledala. Čakaj, po olimpijski vasi? Ja, ko sem se sprehajala po olimpijski vasi, sem imela skozi sončne špegle gor, ne. Ker sem bila katastrofa paco, jaz nisem mogla ljudi v oči pogledati. In ja, meni so mediji oziroma pač pisali, če dam lahko izjavo glede teh stvari, ki se zdaj dogajajo, glede komentarjev, glede vsega in sem bila pač ne, jaz sem se umaknila iz tega razloga, ker ne želim nič, ker se želim umakniti, ne da bom jaz naredila zdaj, da bo kle še večji boom in da bo novice o tem, kako sem se umaknila iz medijev, ker to bi bilo samo še več komentarjev, ker recimo jaz sem dala začetni boom komentarjev po moji tekmi, ker sem objavila en komentar sem objavila za forum na story in sem jaz pod tem, ker sem objavila, dobila še večji naval pač hate komentarjev, sem ok, wow, folk, pač to resno. In potem, ko je Andreja zmagala, pa še tretji val pač na forum, da se vidi, da trenerka ni bil nič kriv, da če športnica ne ve, da je zgubila, ne spakira kufre, pa gre domov. Až pa take stvari so pač folk, kaj vam v glavi dogaja, zakaj to rabite? Pač jaz nisem na TikToku, vem, da tam je ful negativnih komentarjev in to, ampak verjetno bilo čisto drugače, če bi meni napisal en hate komentar, ker sem jaz dobre volje, ker sem ok, ne pa takrat, ker sem jaz tako psihično na tleh, da te pol še brcajo. Tako. Se mi zdi, da to je nažalost pač pri vseh športih, ne, isto komentarji, ne vem, ko je bil Prevc na vrhu, pol pa enkrat slabše, pa že, ja, kaj je z njim, kaj on dela tu, naj se pobere domov. Ne vem, se mi zdi, da zdaj normalni ljudje, ki smo v tej sobi, se pač niti se ne moč poistovetiti s tem, zato ker v življenju verjetno ne bi vzela računalnika, pogledala nekih, pa napisala, aha, to pa se je zgodilo. A pa ne vem, da bi zdaj, ne vem, nekdo zgubil, pa bi šla ti pisati, kak je nekdo slab. Ker pač si v tem, ker se zavedaš, koliko je tu potrebno, ne, da ni to, pa nisem zdaj res nespoštljiva, do cenim vsako službo, ampak da ni to isto, kot da greš ti vsaki dan v službo, pa imaš 18 projektov na teden, pa ti je baš vseeno, če enega malo zafejlaš, ne. Ja. Vseeno je to, malo bi se še vrnila na olimpijske igre, pa te bom potem še vprašala glede ravno teh komentarjev, glede sploh tega vsega. Je bilo tudi, misliš, da je tudi toliko hujše tebi bilo, zato ker je to na 4 leta? Ker veš, da ne moš drugo leto tega popraviti, da če želiš, moš čakati
4 leta. Ja, sej to pač. Sej so mi, mislim, najbolj tega ne razumem. Ljudje, ki trenirajo ta šport, ki so v športu, so mi kakšni rekli, sej sam tekma. Pač ne, nisem tekma. Jaz sem tako delala za to tekmo, vse potrdila te tekmi in ne moreš reči, da je to sam tekma. Pač, ok, mogoče za ostale je tekma, ki se zgodi na 4 leta, ampak to je meni pač 100-krat več, a ne. In ja, naslednje so šele čez 4 leta. Pač to se lahko toliko stvari vmes zgodi, pa se nekak pik za judoistko je od 24 do 28 leta, a ne. Ampak pač je tudi life zraven, ker vseeno toliko, ko sem jaz to vložila, toliko poškodb, ko sem jih imela, ne bom mogla tega, tudi če sem olimpijska zmagovalka, mogoče, da bi se pol vsaj del tega poplačal, ampak se ne poplača. Ti od juda ne moreš obogateti in pač ljudje res ne razmišljajo, da meni za to, da bom jaz tam celo mladost oziroma do 30 leta samo trenirala, imela ne vem koliko poškodb in na koncu imela nič od tega. Pač ja, sej imam zaposlitev v policiji, ki sem ful hvaležna, sej sem dvakrat evropska podprvakinja, ampak recimo sem bila operirana 4-krat. Kdo mi bo vrnil moja kolena nazaj, kdo mi bo vrnil mojo ramo nazaj, pač toliko pa toliko denarja ne more vrniti v tako stanje, ali pa moje prste, a veš, v tako stanje, kakor je bilo in pač toliko enega odrekanja, pol pomisliš 4 leta, takrat bom stara 28, jaz hočem družino, pač kdaj, pol, mislim, lahko tudi, ampak tako dilema je, no, pač vsi, ja, LA, se takrat bo medalja, ja, kdo sploh prav, da mi je nastopila v LA-ju? Ja, ampak to, ko si rekla, da recimo nekdo reče, se sam tekma, tu je potem po moje ful težko stopiti ob bok človeku, ki žaluje, ne? Ali je to bilo kako žalovanje, ker bilo kaj ti oseba reče v tistem momentu, ni ok, ne? Če ti nekdo reče, ne vem, če nekdo reče, res zgubila si, katastrofa, to so bile olimpijske, to so bile tvoje sanje, to še bolj. Če pa ti nekdo reče, to je samo tekma, ker itak, ko potolaš oseba, rečeš, v redu je, pač sam tekma na koncu koncev, pa si tak, ne, ni sam tekma, pač meni se je vrtel, ne vem, meni se je zdaj vse vrtelo okoli tega, kaj se je zgodilo, ne. Ja, sej to, pač oni se verjetno so hoteli potolažiti na ta način, ampak so me razjezili, ker pač mi s tem sam povejo, ne razumete situacije. Tudi če vi pač povete, ja, se te razumem, vem, kako je, ne veš, kako je, pač res ne veš, kako je, a ne, in čak, nekaj sem hodila povedati, sam je šlo iz glave, fakt. Ja, ne bom se spomnila. Ni panike. Omenila si poškodbe, če se boš pol spomnila, kar interrupt. Omenila si poškodbe, kdaj so se tvoje poškodbe začele? Torej, omenila si to s prstom, to je bilo zdaj, pa kolena tudi rame. V bistvu, jaz kot otrok sem imela noge ful na pa stopala na noter in sem mogla hoditi k fizioterapijam, oziroma da sem imel pač zravnal. In sem imela že pri 11 pa pri 14 operirane meniskuse, pač pri 11 na desnem kolenu, pri 11 na levem. In verjetno je bila to posledica anatomije, ker je bilo malo pač čuden, oziroma sem imela noge in pol, ko si to popravljala, pač ja. Ramo sem imela operirano po olimpijskih igrah 2021, ker takrat nismo imeli frej, ne vem, nadaljevali smo s tekmami in se mi zdi, da pač telo enostavno ni zmoglo več, da mi je na ta način povedal, ustavi se. To... Kaj točno pa je bilo recimo za ramo? Ker predvidevam, da dejansko roke so mogoče celo najbolj, ne pa kolena, ne vem. Jaz bi rekla bolj rame, ne skozi nekoga primeš, mečeš, to so vedno ramena. Mislim, itak med judom se dogajajo toliko velike sile, pa toliko nekontroliranih gibov, da se dogajajo poškodbe. Sploh, če si ti pač zbijaš kile, da ne ješ dovolj, verjetno tudi zaradi tega toliko število poškodb pri meni. Ampak pri rami je bilo pa, ne vem, imela sem kar nek tak muskel fiber malo, tako sem ok, se bo ok. Imela sem tekmo in z vsako borbo je bilo malo slabš.
pa sem si probala tam malo ogrevati, pa to sem si rekla, ajde se bo. Pač dejansko bilo samo ono, ok, mišica me malo boli, ne vem, sem kaj tazga naredila, sem se malo zaležala, karkoli. Ampak pol med borbo, pa sploh ni bil ta gib, tako držala sem in sem nekaj tako malo naredila, ma nič. In sem začutila sam, da mi je napolno nekaj zapekel noter in jaz tako, se primem in v tistem trenutku me je še nasprotnica, pač, ko sem se jaz ustavila, pa šla tako dol, me je podrla na tle in mi začela vzvod delati na to roko in v bistvu še bolj raztegana in sem jaz sam tapkala. In v bistvu sem si strgala labrum, pa sprednji spodnji, pa supraspinatus malo. Tako da sem šla na operacijo in pol 3 mesece po operaciji nisem naredila enega treninga. Vse se mi je zagabalo in ja, tako niti, da bi šla sama v fitness ali pa teč ali pa to, pač ne, ni šanse. Kako si pa potem šla čez to, da si spet začela, da si spet nekako vzljubila šport? Takrat v bistvu sem imela judo še vedno rada, ampak pač sem rabila pauzo, rekla sem si, ne bom zdaj nič trenirala, itak rabim rehabilitirati ramo. In potem sem se pač vrnila normalno nazaj, nisem tako imela sovraštva ali pa negativnega tako do samega juda ali pa do športa, ampak rabila sem pauzo. Ker recimo zdaj je pa drugače. Pač recimo sem šla že v fitness, juda še vedno nisem pač šla na judo trening, ampak ne vem, tak odpor imam do juda, do judo treningov. Mogoče tudi zaradi tega, ker sem res vse podredila judu in sem pozabila mogoče malo v tem procesu uživati, plus tega pač konstantno zbijanje kil. Dejansko ne moreš pol tudi v lifeu, ker si brez energije ne moreš uživati, pač tak safar je. Vse si ti lahko vesel, vse lahko ne ven kažeš, ampak pač ni to, nimaš energije, da bi tako užival ali pa delal še druge stvari in se mi zdi, da sem pozabila v tem procesu uživati. In pol še ta nesreča, napaka na olimpijskih igrah in pač si mi vse skupaj malo zamerala. Tako da zdaj moram tako zrihtati šolo, prakso narediti, jutri začnem delati prakso. Tako da treniram sama, moram kile dobiti, pač ker gremo v višjo kategorijo do 63. In ja, pa jaz sem se vzela malo off. Tako da sem vrnila na treninge takrat, ko bom začutila, da pač me bo vlekel. Ker tudi, če sem jaz odločila iti še na ene olimpijske igre, se moram odločiti in iti 100% v to, ne moram tako malo na pol, malo ja, malo ne, pač pol raj ne grem. Tako da moram res premisliti, narediti plan in če bom šla, pač all in. Glede kategorij, pa se ti zdi, da če bi ti recimo letos že šla v višjo kategorijo, bi imela več možnosti, bi se tudi boljše počutila. Ful nimam feelinga, zavedam se, da recimo 5 kg je ogromno, ne? Še posebej, če mi govorimo o mišični masi. Ampak kako je to recimo z vidika moči? Si ti že kdaj tekmovala v višji kategoriji, pa si šla pol nižje ali si vedno bila v tej kategoriji, ko si zdaj? Jaz sem v bistvu že od prvega leta kadetov 57 kategorija. To ne vem, koliko si. A so 18 kadeti, po mojem pri 15-16. Torej že od tistega leta pa do zdaj, ko si dansko že 9 let starejša, ti si 2000 letnik, ne? 2000, ja. Pač imam isto kilo, oziroma nimam isto kilo, ampak sem ista kategorija. In mogoče bil to malo problem, ker jaz sem vedno trenirala pri starejših. Jaz sem že drugo leto, ko sem trenirala judo, sem bila porinjena v starejšo skupino, ker sem imela nek potencial. In se je vse ful hitro resno začela, ne? In jaz sem že pri kadetih, že do 52 sem kar veliko zbijala, ker takrat sploh še ne bi smela razmišljati o tem. In pač jaz sem mogla imeti samo tok pa tok na vagi, nisem pa vedela kako. In jaz sem takrat solatke, juhice, čist kontra stvari, ki bi jih mogla delati, samo zato, da sem imela jaz toliko kil. In že to je bila taka napaka, to mi je tako res žal, da sem začela toliko prehitro zbijati in sem bi svetovala judistom, ki se grejo, če hočejo iti pol profesionalno, da ne začnejo prezgodaj zbijati, ker na dolgi rok to ne bo dobro. Pač konc mladincev pri članih, takrat je fajn, da začneš malo tudi to na to gledati, ampak ne več kot 5% svoje kilaže. In ja, pač jaz sem šla pol v višjo kategorijo, 52,
Ker je takrat, ko sem bila 52, sem dvakrat skoraj skupaj padla, oziroma enkrat sem med zbijanjem kil na Evropskem prvenstvu, pač katastrofa. In ja, od takrat pač sem bila 57, dobivala sem mišično maso, razvijala sem se, imela sem kilče dale več, ampak hotela sem iti na olimpijske igre, pač takrat bi mogla biti 22, pa so jih pol prestavili za 1 leto. In jaz sem že točke nabirala v kategoriji 57 in edina opcija je bila pa 57. Sej, takrat za prejšnje olimpijske je bila moja kategorija 57. Pol pa v bistvu, ker so jih za 1 leto prestavili, je bilo samo 3 leta in jaz, če bi v teh 3 letih hotela zamenjati kategorijo, bi imela samo 1 leto, pa še to operacija je bila vmes, pač v bistvu 2 leti praktično. In ni bilo časa sploh več, da bi jaz mišično maso dobila, da bi se v redu počutila v moji novi kategoriji, plus tega Andreja pač ni bila na olimpijskih igrah, vedela sem, da bo tekmovala in ni bila sploh opcija, no, da bi šla jaz 63, kljub temu, da je moje telo za 63. Lahko mi opišeš, kako pri judu zgleda zbijanje kilogramov? Ok, zdaj se boš spreten križala, ker Vem. imaš malo več znanja, oziroma ful več znanja o tem. Pač jaz imam nutricionistko, ampak ker smo jo dobili sredi leta, ker pač prva sezona traja skozi, jaz sem imela skozi na vsak mesec tekmo in sem mogla skozi kile zbijati in midve nisva mogle v tem vmesnem času ugotoviti sploh, kako moje telo deluje, koliko lahko kilogramov zgubim, na kakšen način, koliko lahko mišične mase gor pridobim, nič nisva vedele. In v bistvu plan je bil, da jaz najprej glikogenske zaloge začnem prazniti. To sem začela tako 1 teden prej, odvisno, koliko sem štartala. Potem zelenjavo pa vlaknine sem jedla do 4 oziroma 3 dni pred samo vago, pač, ker drugače mi je zaprl, če bi prej nehala. Če bi pa še nadaljevala, bi bila pa vlaknine v želodcu, ki jih za samo tehtanje ne potrebujem, pač ki mi nič ne dajo. Sol sem 3 dni prej skenslala, bilo še kaj takega. Pač itak vodo sem začela bolj proti koncu ven dajati. Nekaj vmes sem probavala še loading vode, ampak mi ni šlo glih najboljše. Tako, na ta način. Kaj pa je recimo nek največji ekstrem? Iz vidika verjetno tudi športne aktivnosti. Da ti zbijaš. Ali vse zbijaš samo s hrano ali imaš še kake? Ne, najprej s hrano, pa z vodo. Recimo najhujše, ker ne vem, 2 dni popolnoma nič ne ješ, ne piješ, oziroma po požirkih, da v enem dnevu spiješ pol deci, pa zraven narediš 2 treninga, oblečen si v savno sud, pač v to švicko tam. To. Pač Pa ti je potem uspelo letos zgubiti? Koliko si mogla letos zgubiti? 8. V kolikem času? V 2 tednih. S tem, da pač sem imela procent maščobe že na 13-14. In Na koliko pa si torej potem prišla? ne vem, nimam pojma. In kakšen je recimo tvoj odnos do hrane zdaj ravno zaradi tega? Pač jaz ful rada jem, obožujem hrano, ampak tako, da bi imela kakšne prehranske motnje, pač nisem nikoli imela. Sem recimo, ko sem se pogledala v ogledalo, sploh takrat, ko sem bila že 52, sem bila shirana. Pač gledala sem dejansko kakor tiste, ki imajo resno anoreksijo. Ja, pač sem pogledala se v ogledalo in sem si bila pač grda, ker sem bila tako shirana, ampak nisem imela druge opcije. Pač vedela sem, da itak ne morem drugače, pač moram imeti to kil. Edini pol problem, kar sem začela ugotavljati, je, da po tekmi, takrat takoj po vagi vem, kaj moram pač vnašati in se tudi tega držim, da čim boljš nastopiš. Ampak po samem nastopu na tekmi sem se pa začela basati, pač, ker sem vedela, do naslednje tekme pač imam 1 teden. Včasih je bilo pač zaporedni vikend in sem mogla takoj po tekmi že paziti, kaj naprej jem. In sem vedela, 1 dan imam lufta. In sem jaz začela, pač če nisem nalačna, jaz sem jedla, jaz sem cukor basala vase, vse, kar sem videla, pač jaz sem skozi razmišljala o hrani. In tudi recimo zdaj, ko ne treniram, se moram prav zavestno nazaj držati stop, nisi lačna,
sam ker lahko, ker zdaj pač ne rabim paziti, sam zato, ker vem, da lahko pač bi jaz kar nekaj jedla in samo mogoče iz tega vidika, da imam malo težavo oziroma da bi mogla malo narediti. Ja. Ampak definitivno ti bo zdaj verjetno lažje, kot tudi si v višji kategoriji, ne? Ko boš lahko tudi z vidika, tako si prav menila, da si tudi pridobila hitro na mišični masi, ne? Da si jedla kvalitetno in tudi verjamem, da zdaj, če bo to čez 4 leta, če se boš za to odločila, ti bo dejansko uspelo, ne? Ja, jaz ful hitro lahko dobim mišično maso, jo tudi ful hitro izgubim in zato je bil tudi pač problem. Jaz sem mogla imeti osebnega trenerja, ki sva zdaj na koncu delala samo eksplozivnost, pa moč, ne pa da se bo meni mišična masa večala, ker to so kilaže in sem mogla čist prilagoditi. In recimo, jaz sem imela noge rit čist suha, ne. Pač jaz zase, jaz bi to pač bildala, ne. Ampak, ker veš, da ne smeš, nimaš vpliva na to, tako mora biti in je tako grozen. Ampak ja, zdaj bo veliko lažje. Imam čas, da prijem k sebi, da telo prije k sebi. Kdaj si ti začela torej trenirati sploh? Začela sem v 2. razredu osnovne šole. V šoli, pač mala šola juda. In kako ti je bilo takrat? Torej, imaš kakšne negativne izkušnje, ker si vseeno trenirala, nočem za tak reči, ampak nek šport, ki ga dosti ljudi jemlje kot nek bolj moški šport, torej nasilen šport, recimo, ne? Imaš kakšne negativne izkušnje tu iz osnovne ali pa srednje šole? Glede tega, da je judo moški šport, niti nisem imela, mi niso niti zabavali, ne nič. Edini mami je bila na začetku malo proti, ker je hotela bolj ritmično gimnastiko, klavir, take ženske stvari. Ampak ne, meni je bilo luštno. Pač jaz sem rada hodila tja, to itak, ko si otrok, to je skozi igro se učiš, plaza se tam malo se prerivaš in je tako ful luštno. In glede tega, ja, ni bilo nikoli nobenega bulinga. Tako, ko pomislim za nazaj, je bil res lušten začetek, no. Si se kdaj stepla? Ne, jaz nisem nikoli tako tepla, ampak v vrtcu sem jaz prišla, recimo, do tega, ki je bil z mano v vrtcu, ga prijela za rokav, ga potegnila k sebi in gledala nepremično v oči. In ja, to je bila moja taka manipulacija. In ne, drugače, tako da je bila agresivna, pa da bi se tepla, pa ne. Kakega imaš recimo spomine na otroštvo? Izjemo to, prosti, izjemo to, sem se z bratom doma, to pa konstantno. Kaj tudi, je tudi treniral? On je takrat, ja, treniral in moja sestra je trenirala, ampak pa sta oba nehala. Pa sta bila tudi tekmovalna, tako ti? Torej, konkurenčna? Ne, sta dosti hitro nehala, preden si začel zares. Kakšne imaš recimo tu spomine na otroštvo, zaradi tega, ker si že od malega torej bila konstantno potem striktnim, se ti zdi, da ti je to kaj vzelo? Ja, mislim. Pri športu je tako, da se moraš marsičemu odpovedati, moraš pač zbrati, kaj ti je prioriteta. Tako da ja, sem falila na marsikaterem rojstnem dnevu ali pa druženju ali pa v gimnaziji, pol kasneje tudi. Nisem bila skoraj nič v šoli, a več nisem dobila tako nekih prijateljstev iz tega kroga, ampak kakor ti vzame tak profesionalni life, to ti tudi da po eni strani pač drugih stvari, da ne bi rekla, da bi zamenjala pač moje otroštvo za drugačno otroštvo, ker se mi zdi, da mi je šport na splošno ful dal tudi za naprej. Kako pa se ti zdi, torej ravno prej smo tudi govorili o trenerju, ne? Pomembno to, ta odnos do trenerjev, ker to sem tudi slišala parkrat že v judu, da če je kdaj kak tak trener, lahko to kar uniči izkušnjo. Oziroma splošno v vseh športih se mi zdi tak, ne? Si imela kdaj kako slabo izkušnjo v preteklosti za trenerje? Jaz sem ful trenerjev menjala, res ful. Po mojem, okoli 10, da sem jih imela. Mislim, itak probaš od vsakega trenerja vzeti najboljš. Tudi oni so ljudje, tudi oni delajo napake, tudi oni imajo svoje probleme doma, ne, in tako, sem probala od vsakega vzeti najboljš, pač zame, sem se pa ja, hodila sem zaradi tega trenerja 2-krat nehati, ker on mi je hotel sicer dober, ampak jaz sem bila toliko mlada in jaz nisem zdržala tako veliko število treningov, kakor pač
so imeli te zraven, ki so bili vsi starejši. In pač vem, da je bilo prvič enkrat med treningom, ker te tako zadiham, jaz nisem mogla vdihati, tako pač davila sem se tam in sem šla na stran. In mene pač panika, prvič se je to zgodilo, on pride do mene, kaj zabušavaš, spet nazaj, uno me je nadaril, slaj suno, ok, pač kaj meni tega treba, jaz tega ne grem. To ali pa, ne vem, itak trener, ki ti v jezike reče, recimo, mi je po tekmi, ko sem zgubila, rekel, da sem nesposobna, da ne znam niti ene borbe zmagati. To pol z enim trenerjem smo imeli res boje, ker smo se res dosti skregali, ker on je bil uspešen kot tekmovalec. To pa ne pomeni, da če si ti uspešen kot tekmovalec, da boš dober trener, ne. In on je iz tekmovalca prišel tu na člansko raven kot trener in je mislil, da vse ve, da bo po njegovo, da bo tako, kot je on treniral, da bo tako tudi pri nas in je hotel ta svoj stil, način vpeljati k nam, ko smo imeli pa že svoj način, vseeno smo bili že toliko odrasli in smo se konstantno kregali in mu hoteli dopovedati, da dela napako in smo se v nekem momentu tudi vsi poškodovali. Tako da z njim smo pol nehali sodelovati. Lahko tu malenkost bolj podrobno poveš, torej kak recimo način je on hotel vpeljati, da ki je potem pripeljal do poškodb? Čak, kako naj to povem? Pač itak sama pretreniranost, recimo primer, smo imeli trening fitnessa in njemu je bilo važno, da vsak trening povečamo kilažo, pač da dvignemo več, kar sama veš, da pač je nemogoče, da vmes tudi pade malo, čisto odvisno od razpoloženja, od zbijanja kil, od vsega. In ni bila sploh važna tehnika, kako ti narediš počep, pa tudi se si, ne vem, sem jaz naredila počep 15 centimetrov, a veš, važno, da je bilo nabutano v kilaže dol in se mi zdi, zaradi tega smo se, zaradi nepravilnosti in pretreniranosti, da smo se poškodovali, plus ni poslušal, recimo kdaj, da smo rabili pauzo, pa tako, no. Ja, da dejansko lahko trener pripelje nekega potencialnega športnika, da Ja, trener je res, lahko ti ful da, lahko ti pa ful vzame. razmišljaš tudi, da bi ti mogoče po končani karieri postala trener? Se vidiš v čem takem? Mislim, nikoli ne reči nikoli, ampak mene veseli fizioterapija, ful delo z rokami in mi je po eni strani škoda vreči toliko let juda pač stran, ker vseeno se mi zdi, da pač lahko marsikomu kaj doprinesem in bi mogoče imela kakšno skupino, ko so mlajši, ne glih člani, ali pa tako, da bi kaj vodila, da bi vseeno ostala malo v judu, ampak to tako za zraven poleg fizioterapije. Fizioterapijo si zamenila. Koliko še imaš do končanega študija? Jaz sem v bistvu naredila vse izpite že eno leto pred olimpijskimi igrami. Zdaj leto 2023-2024 sem pa pauzirala, ker sem res vse hotela 100% v judo dati in mogla bi jaz še prakso narediti. To je pa 3x po 2 tedna plus praktikum, vse skupaj 10 tednov, a veš, in da bi jaz delala 10 tednov, 8 ur na dan, pač v tem času ni šlo do olimpijskih iger in sem si to pustila, tako da rabim še to narediti, pol pa diplomska. Omenila si, da zraven tudi delaš na policiji, če sem prej prav slišala. Pač športniki smo zaposleni, ja, pač v športni enoti. In kak ti je ta izkušnja, torej kaj recimo delaš tam, zakaj si ti zadolžena? Da promoviram policijo, pač enkrat, dvakrat na let se moraš obleči v policijsko uniformo na teh dogodkih, predstavljati policijo, recimo zdaj glih 23.9. bo v Novi Gorici, kaj dan športa, pač nek event, moram biti tam, malo predstaviti judo, tako, to je v bistvu moja naloga. In kako imate potem, torej dejansko imate neko plačo, zato da lahko dejansko živite, zato da imaš dovolj, da preživiš. Ja, pač nekako in policija in vojska, pač športniki smo v policiji ali pa vojski, je to kot podpora, da lahko mi treniramo, brez da se zraven obremenjujemo, kako bomo pač preživeli. Tako je neka podpora države, da športnike spodbuja, da smo čim dlje v športu, da tekmujemo za Slovenijo. Torej si omenila, da od
juda ti ne moreš obogateti, ne? Kak je recimo s tem? Kak so tu kakšna plačila, če se lahko malo dotaknemo? Plačila, kaj, dohodki moji. Ja, recimo, torej, če ti ne bi zdaj absolutno nikjer delala, bi lahko ti od tega preživela, da sam treniraš judo, ali ne? Um, mislim, itak judo lahko treniraš do 30, 35 leta, pol moraš nekaj delati, ker si od juda ne moreš ustvariti. Ampak recimo, ja, pač zdaj trenutno ne rabim nič delati poleg juda, ali pa recimo, da zraven še študiram, pa bom preživela. Sicer drugače bi bilo, če bi bila jaz v najemu, da bi mogla, ne vem, 700 evrov plačevati, plus vse stroške, plus prevoze, to ne bi šlo čez, ampak tako, zdaj je pa ok. Pa verjetno dobiš kaj, imaš še kako štipendijo od Olimpijskega komiteja, kaj takega? Ne, čim si ti zaposlen v vojski pa policiji, nimaš več te štipendije. Ko si mlajši, imaš štipendije, ja, glede na rezultat, pol pa ne več. Dobiš še nekaj malega, recimo od kluba, jaz dobim tako sponzorjev, nekih finančnih nimam, pač razen Akrapovič mi je pač zdaj par let res pomagal finančno, drugače ostalih pa ne. Prej si omenila, da pač zaradi športa si bila prikrajšana nekih stvari v otroštvu, tudi nisi uspela stkati nekih kvalitetnih prijateljstev. Kako pa je recimo tu bilo z nekimi ljubezenskimi odnosi? Torej, je bil čas za to, si ga našla? Ja, to pa moram reči, da je bilo kar skozi. Mislim, zdaj sem v 4. vezi, upam, da zadnja. Ja, pač jaz sem bila, ne vem, večinoma časa sem imela fanta, šla sem bolj iz ene veze v drugo. Ne moram reči, da je to pravilno ali narobe, ali tako sem pač takrat čutila in ja, pač vedno sem bila zares nevezana, nisem mi dal neki ja pa ne pa. Je bil kak fant tudi iz juda ali si iskala kje druge? Ne, je bil prvi fant je bil iz juda, ja. In kako se je to obneslo? Zdaj, da govorim tule o bivših, če ima fanta, ampak ne. Se to si verjetno bila mlajša, ne? Ja, to smo bili piščanci, to smo, ne vem, pri 12-13 letih, da se je začelo držati za roke ali pa si šel skupaj s kolesankami ali pa košarko igrati, tako kaj tasga. Tako da, ja, se je začelo tako vse počasi, no. Pač v redu je bilo pola, veš, ko smo zrastli, midva sva bila skupaj, sva bila pač in na treningi skupaj in potem sva bila sošolca in tako sva prespala drug pri drugemu in sva si šla že na živce in tako hočela še kaj drugega sprobati, tako da sva šla pol narazen. Imaš iz kake pretekle zveze kako izkušnjo, ki je mogoče malo bolj travmatična? Mislim, ja, pač recimo drugega fanta sem ful težko prebolela, pač to itak se mi zdi, da vsaj enkrat v življenju mora biti to. Drugače pa ja, z tretjim fantom imam malo negativno izkušnjo oziroma se je na koncu pokazalo s to narcisično motnjo, tako da sem rabila tudi malo, da sem to predelala, no. Kaj bi recimo tu svetovala puncam, ki se soočajo z nekom, ki ima narcisistično motnjo? Kako si recimo ti se tega rešila, ne? Ker vemo, da z tega je zelo težko ven priti, pa če prideš, verjetno ti pusti neke pečate na tebi. Mislim, problem je, ker ponavadi niti ne veš, da si s tako osebo, sploh če si ti čustveno toliko navezana na neko osebo. Jaz sem imela mogoče iz tega vidika malo srečo tukaj, pač, da vseeno ni bila to dolga veza ali pa tako, da je bila toliko čustveno navezana nanj. Ampak ja, po mojem svetovala bi ful, da si preberejo knjigo V upoju narcisa, sem jo glih pred kratkim prebrala. Na splošno punce, ki imajo tako razmišljajo, da bi mogoče znalo biti kaj narobe, da mogoče dobijo malo pogled iz tretje osebe, ker vsem, ko se ti zaljubljam, pač vidiš stvari iz drugačnih stvari, iz čisto drugačnih kotov, ampak
Kle so mogoče znaki začetni, love bombing. Tako, slišiš, kar si želiš slišati, dobiš darila, vse je wow, pocukrano, pač fulene pozornosti in to. Pol se pa pač nekako začne odkrivati ta maska oziroma se pokaže druga plat in kakršnokoli psihično nasilje, fizično nasilje, bog ne daj, pač so sami red flagi ali pa da so tvoje, da ti partner govori, da so tvoje prijateljice, pač, da niso v redu, da ne se družiš z njimi, da je s familijo tvojo nekaj narobe, da te hoče nekako izolirati od ostalih, da ima pač samo vpliv, da ima samo on na te vpliv, da si nekako vezan na njega, odvisen od njega, pač to sam stran, čim prej stran. No. Se je to dogajalo, torej tudi tebi? Vse, ja. In kako si recimo poreagirala na to? Torej, te je uspel izolirati? Hvala Bogu, pač ponavadi se take osebe prpnejo na te, ker imajo neko korist od tebe. Pač ti si njim hranilo. Zdaj pa lahko je zaradi finančnih razlogov, lahko je zaradi nekega statusa, bilo kaj, pač od tebe imajo korist. In dokler se jim ti to daš, dokler se lahko s tabo hranijo, pač oni te ne bojo pustili, pač ti si njim hrana. In v bistvu tle je fajn, da tudi ti nekaj na sebi narediš. Jaz, ko sem videla, da se stvari pač niso v redu, itak sem videla že začetne znake, ampak pač nekako to spregleda, se rečeš, dobro, mogoče je bil tak moment, karkoli je bilo. Ampak jaz sem takrat začela hoditi k psihologinji zaradi juda. In pa, ko sem malo omenjala stvari, ki se dogajajo tudi izven juda, ker ti, ker si pri psihologu športnemu, pač ti hočeš vse narediti, da boš ti maksimalno dober v športu in tudi stvari, ki se dogajajo izven športa, pač vplivajo na to, kakšne razpoloženje boš ti na treningu in to. In ja, sem začela malo o tem govoriti in mi je ona malo tako odprla oči, pa pol svetovala, kako se tega rešiti, ker take osebe se ne bojo od tebe odkopale, ni šanse. Sem na koncu dobivala tudi po 30 plus klicev na dan iz zablokiranih cifer, dobivala sem maile, tako bombardiranje, spise. Pa, še to je ena pomembna stvar, pač takim osebam, ki se odpreš, ki poveš svoje šibke točke, pol na koncu te šibke točke uporabijo. Recimo, pač ta oseba je vedela, da so meni tako olimpijske, da pomenijo pač res vse. In je bil njegov komentar, da bo on na tribunah v Parizu in da bo ploskal pač prvo borbo, ko bom izgubila, da pač itak nisem sposobna in tako, veš, pač pa še mnoge hujše stvari se spravijo res na une točke, ker te hočejo prizadeti, ker te hočejo raniti, ker te hočejo splaštati na tla. In kako si se bolj uspela tega znebiti? Si menjala telefonsko številko, kaj si naredila? Ja, blokirala vse cifre, pač ne smeš se javljati, ne smeš odpisovati. Hvala Bogu sem bila pač po tujini, potovala tako da odrezati moraš kontakt, nič se javljati, nič pogovarjati, nič razčiščevati, pač sam konc. Si se pa torej tudi borila z nekim psihičnim pa fizičnim nasiljem v tej zvezi? Ja, je bilo in psihično in fizično. In kaj si takrat naredila? Kako si se takrat počutila? Si to s kom delila ali te je bilo sram, da se to dogaja? V bistvu pač fizično nasilje je bilo po olimpijskih igrah. Mi smo imeli žurko v Ljubljani in tam, smo bili v Šutersu. Pač folk me je takrat prepoznal, mi je čestital in pač to ni bilo okej. Jaz se nisem smela pogovarjati z drugim folkom, sploh pa ne, da je moškega spola, kaj ima on tebi za čestitati, ne? Pač take stvari in ja, ko sem prišla domov, itak sem bila vama ovinjena in se je začel krek in pač pol fizično nasilje in pač jaz bi se lahko branila, ampak sem imela v glavi
pač šit, jaz sem zaposlena v policiji, a ne, če jaz karkoli naredim, pač lahko izgubim službo, pač nisem hotela noben garant in sem samo takrat pač pobegala iz hiše ven, klicala brata, da me je prišel iskat in ja, to je bilo to. Ampak sem bila še vedno nazaj z njim skupaj. In kaj ti je recimo takrat rekel brat, si mu povedala, kaj se je zgodilo? Ja, itak ni jemljal cele situacije resno, ker pač sva bila oba pač pijana in mislila, dobro, pijana je ta mala, pač kle nekaj napihuje zgodbo. Poznal je tega pač fanta, njemu se je zdel v redu, tako itak je celo situacijo, da je pač te bom peljal domov opet spat in to je to. In zdaj si omenila, da si pa zdaj v zvezi spet. Ja. Pa tudi, da si dejansko šla kar hitro iz ene zveze v drugo, ne? Kako si potem prešaltala na to, ok, zdaj si končala s tem? Kako dolgo je potem trajalo, da si ti spet dobila fanta? Si ga kje iskala? Kako si se spoznala? To sem že povedala na enem podcastu, pač, ampak lahko tudi tukaj, pač, kako sem ga spoznala. Ampak v bistvu ključna stvar je bila po mojem to, da sem jaz hodila psihologinji ves ta čas in v bistvu, da sem jaz že, ne vem, več kaj eno leto hotela nekako končati stvar, pa ni šlo, pa pol intenzivno par mesecev, da sem res se trudila odrezati stran to in jaz sem tako v tem času že prebolela, pač nisem čutila nič tako še do te osebe. Razen to pač, da sem mu hotela nekako pomagati, ker vseeno sem mu hotela pomagati, da veš, da bo on v redu in to. In pač sem hodila k psihologinji in sva razčistvale tudi tako stvari mogoče, pač druge, ki jih jaz lahko sama na sebi naredim, da ne bom v prihodnosti naletela še na enega tazga. Ker ponavadi se take osebe spravijo na ljudi, ki so psihično nemočni v tistem trenutku in pač jaz sem drugače psihično močna oseba, ampak recimo takrat, ker sem težko prebolela bivšega, me je on takrat dobil, izkazoval mi je to pozornost, ki sem jo jaz rabila in pač sem padla v to past, v to mrežo. Tako da, ko sem jaz naredila pač marsikaj na sebi, se mi zdi, da se je pol pač odprl oziroma sem zaradi tega tudi našla fanta oziroma začela ceniti te stvari pri moškemu, ker recimo prej nisem, ker mogoče je bilo recimo, ne vem, da so bili na razpolago, zdaj grdo rečeno, tudi fantje, ki so ful v redu, ampak me enostavno niso prevlačili, no. Tako da, tega sem pa spoznala, pač zdaj fanta, ki ga imam, sem ga spoznala na bencinski, ko sem šla po vape. Ok. Ja, pač, Vejpaš? ne, ampak takrat je bilo to obdobje, ko sem dobivala po 30 pač klicev na dan, ki je bilo bombardiranje vseh stvari. Torej ravno po... Takrat, ko sem jaz res hotela zaključiti. Tistega fanta, zdaj sem se malo zmedla, kdaj točno je bilo to. Ja, pač in je bil največji pritisk buma, pač, da me ne bi spustil pač bivši od sebe. Ja, in takrat sem imela neke izpite v šoli na faksu in sem bila anksiozna, pač če sem rekla, jaz rabim ta vape, ker sem že prej pač probala in sem videla, kakšen je feeling, da te tako malo sprosti in sem lahko, jaz rabim vape. In sem šla na pumpo ga iskat, nisem videla nekakšen okus, nič nisem videla, meni je bilo bad, samo da ne bo kdo pač me tam prepoznal kot športnico, kle vape kupujem. In je on prišel od zadaj in rekel, da je ta okus vzem. In ja, pač tako sem ga spoznala. Pa se niste nikoli še prej videla pa nič? Ne, on me je sicer poznal odprej, družil se je z mojim bratrancem, ampak jaz pač njega nisem. In potem se je začela na bencinski že pogovarjati? Ne, pač jaz sem samo tako 3 zahvalila, ampak tako sem čutila od njega neko tako energijo, ker takrat sem bila res slabo. Ne vem, trenerki sem bila figa na glavi, izgledala sem katastrofa in počutila sem se katastrofa in on mi je dal tak good vibe in sem rekla, ok, na njem je neki simpatičen je, ok, ampak res nisem hodila fanta, ker to, da sem hodila iz ene veze v drugo, pač dosti sem imela fantov, dosti sem imela problemov in sem šla v avto in sem tako razmišljala, pač, kaj rečem ali ne, pa sem bila ne, noč ne bom, itak mi na avto piše, pač ime Prink, sem rekla, ajde, če mu bom simpatična ali pa karkoli bo že on pisal.
in pol je pisal pa pol ure in so se začela pogovarjati. In pol je bilo to. Dejansko. Ja, tako sva začela. Mislim, pa sem 3 dni, mu nisem odprla pač inboxa njegovega, ker sem bila glih na pripravah, pa še vedno so bili problemi z bivšim, da me je še vedno klical in to. Sem rekla, ne bom zdaj spogovarjala pač z njim, pa pustimo vse zadeve, pa bom pol že. In pol sem mu čez par dni napisala, ker sem se vrnila, če ima čas čez vikend in so se dobila in je bilo tako ful dobro. Si pa rekla, da si se potem že kar hitro preselila tudi k njemu. Ja, sem se kar dosti hitro v parih mesecih. Sem šla tja pač na obisk in pol sem dan za dne, pa malo prespala, pa tako, pol sem šla pa starša na počitnice in pol sem tam pristala in ostala. In so me res ful dobro sprejeli, no, moram reči. Kaj recimo bi rekla, da je tista glavna razlika med prejšnjimi vezami pa njim? Torej, kakšen je recimo bil njegov odnos? Da si tudi ti potem sama predela, da te več očitno niso privlačili neki fantje, ki bi jih ti mogla reševati, pa popravljati, pa dejansko se trudi, da jih spremeniš, ne? Kaj je bila taka razlika? Pač itak največja stvar, ki sem naredila, je pri sebi, pač, da me niso več privlačili te bad guyi. Pri njemu pa ne vem, vse od videza, sploh pa pač njegov karakter, kako se on obnaša do mene, kako se on do mojih kolegic obnaša, do moje familije, pač res vsi so ga čist drugače sprejeli, kot vse moje prejšnje bivše. In kakšen občutek mi on daje, ko sem z njimi in da tudi v javnosti, ko sem z drugimi, pač pokaže, da sem jaz njegova in tako, sam njegov odnos, no, to. In to recimo, on se je z mojimi kolegicami tako dobro pokontil, pa če sem jih predstavila, recimo v nedeljo smo šli v Popsa ven jest in naslednji dan je bilo na Krvavcu ta luža, to, glavno, nek dogodek. In je moja kolegica rekla, da bi šla tja in pol je še ena kolegica rekla in pa čisto fun, da bi šel in sem rekla, da jaz ne morem, da jaz grem na priprave. In so se vsem zmenili, da pač grejo skupaj in meni je bilo top in pač en dan smo se poznali in so šli pol naslednji dan skupaj. Tako da pač res je v redu. In kaj bi recimo rekla, da si mogla ti pri sebi spremeniti? Si ugotovila, kaj je recimo razlog, ker si omenila, da si prva pri psihologinji, predvidevam, da ti je ona to znala malo bolj razčleniti. Če želiš deliti, če ne želiš, ni panike. Imaš kak razlog, zakaj so te privlačili? Si imela kakšne travme recimo v sebi? Pa iskreno, pač niso šle toliko v podrobnost. Itak z vsako uro sem jaz več naredila na sebi. Ampak mogoče to, da so me privlačili fantje, ki niso bili toliko dostopni, da sem se jaz mogla truditi za njihovo pozornost, je mogoče izhaja iz tega, ker iz otroštva, ker recimo je ati konstantno delo oziroma dela, pač, da nas preživlja, že od majhnega pač dela v delavnici, tudi on je začel, ne vem, s 13 leti in je tega navajen in mogoče mi je manjkalo njegove pozornosti in sem pač iskala fanta temu podobno. Mogoče, ne vem, nisva se to globoko spuščale. Ampak ful mi je pomagalo to, da sem jaz napisala na list oziroma v beležko stvari, ki so me zmotile do zdaj v zvezah, ki jih ne želim, in pa na drugo stran stvari, v bistvu, kakšnega fanta se želim, kakšen je on do mene. Ne vizualno, pač lahko sem tudi vizualno pisala, ampak predvsem karakterno. In zanimivo je, da jaz, ko sem te stvari napisala, res sem probala čisto vse, da ko sem Roka poznala fanta, tako že ne par mesecev, oziroma ne vem, a so že pol leta skupaj ali pa še več, sem se jaz spomnila na to beležko in sem odprla in tako začela klukati te stvari, pač, ki jih jaz hočem pri fantu in sem vse obklukala in sem bila ok, wow, pač očitno je res to, kar jaz rabim, no, to, kar jaz hočem. Je tudi on kak športnik, se tudi ukvarja s kakšnim športom? On se je v mladosti ukvarjal tako športom, ampak ni bil nikoli nek profesionalni športnik. Dela pa s fuzbalerji oziroma je fizioterapevt pri nogometnem klubu Domžale in se mi zdi, da
je to ful velik plus bilo za najino vezo, ker dela športniki in razume, da si ti zmatran, da nimaš energije, da ti pade libido, sploh če pač nimaš dosti velikega vnosa hrane, da pač je razumel, da mene ni, da tudi takrat, ko sem, da pač mu ne morem dati toliko pozornosti in ja, je razumel, ker recimo pač prejšnji fanti oziroma bivši tega ni razumel, je hotel pač skozi malo pozornost vsak dan videti po več ur skupaj in ja, se mi zdi, da je bil to pač ključni razlog sploh zdaj v samih pripravah na olimpijske igre, ker sem bila res v enem mesecu, pa po mojem en teden doma, pa še to ne, da sva res trdno močno ostala skupino, da se ni kaj zlomilo. To smo se ravno pogovarjali na predprejšnjem, se mi zdi podcastu z eno punco. Ona sicer izhaja pač iz anoreksije, ampak tudi, če gledamo dejansko, športnik, če si v tem, da loviš neki weight cap, ne, dejansko so tudi podobni neki vzorci, ne, in kako to pol vse vpliva na libido. Še Sem posebej poslušala ta podcast, ja. Si poslušala? Hvala. Še posebej pri športnicah, recimo, ne. Zdaj, pri moških iskreno še to ne vem. Sicer, ja, vem, da tudi, koliko vem pač iz bodybuildinga, ampak ne vem, si se ti kdaj pogovarjala tudi s kakim judoistom, kak je glede tega. Ne vem, koliko ste tako kaj v osebnih odnosih, no. Da bi se tako pogovarjali prav o tem, ne. Pač, mislim, jaz imam kolegice izven juda, ker se z njimi sploh o judu ne pogovarjam. Meni je to toliko top, da se pogovarjam o X temah in o spolnosti in takih stvarih. Pač one niso v športu in verjetno nimajo zaradi tega težav. Tako da judoisti se o tem neki nismo pogovarjali, tako da ne vem, kako je pri ostalih. Ampak ja, sem jaz opazila recimo, da če imaš toliko pa 2 treninga na dan, nimaš dovolj vnosa hrane, pač zmatran si, recimo, da delaš še faks zraven, ja, enostavno pač ne boš ti zvečer še mislil, da boš tej seksu, a ne. Ko si prvič recimo opazila nek padec libida, ne, pa nisi še vedela, ok, to je pa zato. Si mislila, da je kaj s tabo narobe? Ali si od vedno vedela, zakaj je to? Pa v bistvu ne, ker vedela sem itak, da sem zmatrana, pač od tega, sicer imam jaz dosti visok libido, ampak v tem času, pač pred tekmami, enostavno je bil fokus pač drugih in se nisem s tem toliko ukvarjala oziroma, ne vem, mi je bilo dosti vseeno. Si pa menila, da si želiš tudi družino, da zdaj ne veš točno, kaj boš v teh 4 letih. Če bi recimo mogla zdaj si narediti neko časovnico, kaj bi bilo za tebe idealno, recimo, da se zgodi v naslednjih 5 letih? Shit. Ja, ne vem, zdaj je odvisno od juda, od olimpijskih iger, ampak ja, pa recimo, da ne grem v Los Angeles, naredim faks do konca, pač si najdem neko službo oziroma da z rokom odpreva zasebno fizioterapijo ali pa ne vem, sem to je toliko stvari, pač jaz imela že zdaj otroke, tako zdaj je ta trenutek, ampak vem, da moram še prej par stvari zrihtati, ker vseeno, ker pride otrok na svet, moraš pač svoj čas in energijo posvetiti njemu in ja, pride veliko odgovornosti zraven, no, tako da ne moreš ti sam, ker si želiš otroka, ga pa na svet spraviti. Pač vseeno hočem, da je v nekem okolju, da dobro zraste, da sem jaz v redu, da imam jaz pošlihtane stvari. Kako pa je glede, imaš ti kako pogodbo, da ti moraš recimo zdaj še trenirati, ne vem, 2 leti ali pa tekmovati 2 leti? Ne, jaz se lahko zdaj odločim pa neham, ampak ko poteče pogodba s policijo, pač nisem več zaposlena. Pogodbe pa so, kako dolge ponavadi? Enoletne. Zaradi tega, ker če ti ne narediš rezultata v tem enem letu, pač izgubiš službo. Aha, ok, rezultati pa so? Medalja, Grand Prix, Grand Slam, recimo uvrstitev na lestvici med top, zdaj pa ne vem koliko, top 30, top 50, kaj tasga, mogoče tudi kakšna nižja tekmovanja, tako. In kaj je recimo bil tvoj najlepši spomin recimo na neko judo tekmo, ko ti bo vedno Na ostalo v judo glavi? tekmo. Pa nek dosežek. Po mojem svetovnem prvenstvu mladinsko iz Bahamov, tam je bilo pač ful dobro, verjetno tudi zaradi tega, ker sem dobila medaljo, a ne pač prvo svetovno.
Plus tega sem imela še par dni frej in sem bila lahko na otoku, ki je vodni park in pač sem se imela res, res luštan tam in vse lepo in morske živali in ja, tisto mi je res, res ostalo v lepem spominu. In tudi takrat je šel trener, tak je bil z mano na olimpijskih igrah, ki je zdaj moj trener, je šel takrat zraven kot tako, ker moj trener takrat ni mogel iti. Prej si tudi omenila, da se ti zdi, da dosti stvari, recimo ravno zaradi športa, ker nimaš energije, ti splavajo po vodi. Kaj so recimo neke stvari, ki si jih želiš, pa recimo jih vedno izkoristiš? Na primer, zdaj si omenila, da ne treniraš. Sem videla na storiju, da sta, kje sta bila včeraj? Greko grozi sta pobirala? Kaj si Ja, delala? trgatov smo imeli. No, kaj so neke stvari, ki jih recimo zdaj delaš, pa uživaš v njih? Predvsem druženje s sorodniki. To ful pogrešam, oziroma sem pogrešala v tem času priprav tekem in tega. Ker mi to res veliko pomeni, ker sem tak družinski človek. Da lahko verjetno dobijo tisto energično kajo, ki jim Ja, pač ja, lahko ja. da nekaj nazaj. Ne? To, da se jaz lovim z njimi, da jih mečem po zraku, ker so vsi pač mlajši. A veš, da nekaj tam rišem z njimi. Pač ko, to mi je ful manjkalo. Pol sam čas, recimo z Rokom, s fantom, z domačimi, ker ne živim več tam, da pač sem šla večkrat na obisk oziroma grem večkrat na obisk. Ustvarjanje, neki slikanje, delo tako, recimo, lih par dni nazaj sem pobirala fižol, ne vem, 5 ur skupaj, pa si prežgala recimo tvoj podcast, pa sem poslušala, ali pa smo šli zdaj na trgatov. Take stvari, ki so v naravi, ki so tako, pač da nekaj delaš, ne vem, to mi je ful fajn. Če si v športu, se moraš dosti stvarem odpovedati. Ne? In tudi to, kar si zdaj povedala, je ena stvar, ki se ljudje, Facebook, couch komentatorji tako ne zavedajo, da ti si v vrsti oseba. Ne? In kolikim stvarem se ti moraš odpovedati, zato da lahko delaš, pač kaj delaš. Tako da mi ogromno pomeni, da si zdaj vzela čas, da si se pripeljala v naš Maribor. Me zanima, če imaš kako zaključno misel, ki bi jo rada delila. Tudi mogoče, kaj bi... Ok, tako se zmenimo. Eno misel, ki bi jo rada povedala vsem tistim couch komentatorjem, Ojoj. pa eno misel, ki bi jo nasplošno rada delila. Za couch komentatorje. Pač oni imajo problem pri sebi, tako da bi bilo fajn, da gre vsak k psihologu, pa razčisto pri sebi. Pa da se probajo postaviti v kožo drugega. Pa ne samo recimo športnike, ampak tudi influencerji in te. Pač ker vsem smo ljudje in nas komentarji zabolijo. In sploh, če ti delaš za neko stvar, toliko pa toliko časa, da toliko pa toliko truda vlagaš v to. Da raj ali napiš kakšno pozitivno stvar, ali pa ne komentirati, pa ne počistijo pred svojim pragom, ne na sebi naredijo, ker očitno imajo problem pri sebi. Ne rabijo tega drugim dajati, projicirati na druge. Tako da to za njih. Bi se pa rada zahvalila res vsem. Res sem toliko veliko podpore dobila, pač mogoče tudi zaradi tega, ker sem javno izpostavila, da sem dobila tudi negativne komentarje. In sem mogoče z tega vidika še toliko bolj pozitivne podpore z druge strani dobila in da so me folk odstavili pač na ulici, mi čestitu, mi res je veliko pomenil. Tako da to za ostale, kakšna misel. Ne vem, mogoče to, da se res vsem zahvaljujem za vso podporo in da cenim, po mojem, govorim v imenu vseh športnikov, da res cenimo vsako besedo, vse pač komentarje, probamo prebrati, probamo odgovoriti. Težko se vsakmu več odpišeš, ampak vidim načeloma vse in mi je res veliko pomeni, sem hvaležna in me to puša naprej, da vztrajam. Hvala, ker si prišla. Hvala tebi. Upam, da ti je bilo fajn. Ja, super. Pa se definitivno še gledamo. Čau!